En lep pozdrav. Danes smo spet skupaj z DJ-jem Lexijem Dijem in Aljažem iz glasbene skupine, glasbena skupina Pop Deluxe. Ja. Evo, vsak na hiter se predstavita, a boš Leksi ti začel. Ja, lep pozdrav vsem gledalcem, s tistimi, katerimi se še nismo prejšnji teden videli, slišali. Moje ime je DJ Lexi D. Zadnja leta se aktivno ukvarjam tudi z vrtenjem glasbe na porokah. Super je, letos je sicer, bom rekel, tako smo napovedovali, posebna sezona in prav je, da tudi v teh časih stopimo skupaj in naredimo kaj dobrega. Tako da, to je z moje strani, sedaj predajam besedo Aljažu. Ja, hvala, en lep pozdrav še z moje strani. Jaz sem Aljaž iz skupine Pop Deluxe, 4 Gorenci, igramo vse živo in naredimo the best žur na vaši poroki. Super, prejšnji teden smo že malo obdelali, kako se vrti, pa da imate pauze, pa DJ nima pauz. A bi kdo naredil od vaju čisto kratek povzetek, oziroma kaj se mu je zdelo prejšnji teden dobro, da smo poudarili, da še enkrat danes to poudarimo. Če vam je kaj kliknilo, če ne bomo šli, pa danes bomo malo nove teme odprli, no, da ne bomo se ponavljali od prejšnjič. Pa je kaj tazga, da mora vsak par, kar smo že prejšnjič povedali, danes še enkrat ponovimo. Ja, najboljši ugotovitev ta, da DJ plus band je najbolj poroko, ne. Pol ugotovitev dobro je bila tudi ta, da se je zelo fajn pogovoriti vnaprej o glasbenih željah, zelo natančen se pogovoriti, kako bo to funkcioniralo. In predvsem, kakor je tudi DJ Lexi izpostavil, to, ko pol ljudje pridejo vmes, pa prosijo glasbeno željo, ne, kakšni so protokoli v zvezi s tem, ne. Leksi, kaj biš pa ti? Ti je kaj tazga ostajalo v spominu? Ne, se več ali manj smo obdelali, jaz predlagam, da se mogoče premaknemo danes naprej, pa če bo čas ostal še mogoče, potem za sklep dodamo kaj. Zdaj tako, jaz sem mi tako napisala, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, kar na dan bomo probali skupaj odgovoriti med samim našim telim sproščenim pogovorom. To so pač sproščeni pogovori in upamo, da kakšnim parom pomagamo z našim vprašanjem oziroma odgovori. Zdaj pa tako, prejšnjič smo nekako zaključili, če se jaz prav spomnim na to, se pravi, da imamo menjavo DJ-ja pa benda. Kaj se zgodi, ko bend zaključi, kako je z opremo? Se pravi, kdo odgovarja za opremo, če oprema tam ostane, pa bend potem gre, ker jaz sem rekla pač, da jaz najraje vidim, da pač oprema ostane samo zaradi tega, da lepš in bolj profesionalno vse izgleda, oziroma če potem od DJ-ja oprema itak od DJ-ja pospravi. Kako je to, kakšna je to najboljša rešitev? Se pravi, imamo dvojno zvočenje, pa se vmes pospravlja, jaz sicer sem proti, ker sem že povedala zaradi samega, pač odvisno kakšne poroke so, no, če bomo rekli, da imamo poroko high-end, se pravi, to so tiste poroke luksuzne, pa da vemo kako pa kaj, tam tega ne smemo se niti prvošati, ne, sploh tukaj ni debate. Če pa govorimo o porokah, se pravi, da je par zelo sproščen, pa da smo nekaj na skednu, pa da para to res ne moti, se pa to pač po dogovoru, pa dobri komunikaciji lahko tudi zgodi. Zdaj pa moje mnenje, vsi poznate, da sem jaz proti, kaj pa vidva glede tega, kakšno je pa vajino mnenje kot glasbena izvajalca? Kdo bo? Ali boš Aljaž ti? Lahko jaz povem, ka ponavadi je tako, da band prej neha, pa pol DJ nadaljuje, ne. Zdaj, vse je itak povezan s financami in če se z DJ-jem vnaprej dogovorimo, da ne mi, ne on ne bomo pripeljali svojega ozvočenja, ampak bomo zato pooblastili neko tretjo osebo, potem je problem enostavno rešen, ne. Še zmer mi bobne, pa ne vem, lastne inštrumente moramo pospraviti, tudi zelo težko bi bilo pričakovati od para, da če band do, na primer, enih igra, da bo zaradi tega, ker bo DJ, ne vem, do 5 zjutraj vrtel, potem band 4 ure čakal, da bo lahko opremo prišel pospraviti, ker lahko da ima drug dan že nekje drugje nastop, ali pa čisto iz osebnih razlogov, ne. Tako da to je zdaj tako, razen če se s tem ozvočevalcem tudi dogovori, da pač on potem pospravi vso kompletno opremo, ampak to je, kakor sem že rekel, vse povezan z dodatnimi finančnimi stroški. Boštjan? Ja, ste tako je že Aljaž povedal, vse je stvar dogovora, kar pomeni, kaj kdo prinese, kako dolgo kaj ostane, kako dolgo se kaj uporablja. Problemi se sama veš, smo že bila kdaj v taki situaciji, ko
je res ura 3 zjutraj, pa ko ni rešitve, ne, zdaj, če bi, ne vem, ti poznal rešitev dan prej, bi pripeljal zraven določene stvari in je pač vedno je treba se dogovoriti, dokdaj, ampak to morajo potem pari biti tisti, ki to vejo, ne. Mi, bom rekel, meni je tudi osebno ljubše, da se lahko priklopim na ozvočenje od benda, se uporablja to ozvočenje, da se tam ne postavlja nekih dvojnih stvari, dvojne tehnike, razumem pa, se pravim, to je, ali tudi bendi grejo naslednji dan kam drugam, mora iti oprema tudi predhodno se pospraviti, se odpeljati. To sparo, pač ko opažam, se pač s tem strinja. Tiste pol ure, mogoče je za nas, bom rekel, potem, ko bend zaključi, je mogoče malo kritične, ker pač vseeno se pač te stvari morajo pospraviti, pa vzamemo to v zakup, ljudje, bom rekel, jih mogoče tudi toliko ne moti, kot mogoče nas ali pa pač tebe kot organizatorko in potem pač stvari stečejo naprej, ne. Je pa tudi, bom rekel, dostikrat se da različne lokacije pokoristiti. Smo delali že, ko je bend zaključil, pa smo mi potem rekli, da je DJ kot temu after zabava in smo šli na eno čist v tem ali posestvu ali na lokaciji, na eno drugo lokacijo, kjer smo že pa imeli že predhodno vse postavljeno, ne. To se pravi, to je potem tudi odvisno, kje smo, pa kreativnost, kje se lahko potem, bom rekel, sama veš, da se na določenih lokacijah tudi na dan po 3-krat ali pa DJ po 2-krat seli, pa to izvedemo res, bom rekel, čim bolj neopazno, ker je vseeno dosti manj opreme, ki jo pač mi potrebujemo za delo kot en bend, ne vem, sam si povedal, bobni inštrumenti, se ne da to kar tak seliti sem tja, ne, če jaz lažje se premaknem, ampak na koncu je vse, bom rekel, par je tisti, ki narekuje tempo, če on reče, da lahko bend pospravi, pol jaz tudi tu nimam nekih zadržkov, vzamem to zakup in se potem pač stvari dalje dela, ne. Problem nastane tukaj, ko pari ne razumejo, zakaj potem DJ ponuja še svojo opremo, ne? Ker če boste vi šli ob 1 zjutraj domov, ljudje pa bi še radi dalje žurali, potem jaz nimam opreme, na katero bi delal, ne? In se potem tu pojavljajo težave, ne? Tu sem jaz največkrat videl z bendi problemom, da se pač bend je imel svojo opremo, na katero smo tudi mi bili v času, dokler so oni nastopali povezani, potem pa, ko so oni rekli, mi zaključimo, ne vem, ostanemo do 2 zjutraj, jaz se nisem imel na kaj priklopiti, ne? Pa se zdaj pogovarjamo tu mogoče o par 100 evrih, ki na koncu ti naredijo zabavo super ali pa za pozabiti, ne. In pač to treba potem tudi parom jasno dati vedeti, da če smo dvojni tam, se pač reče, bend je tisti, ki bo rekel ja ali ne, ne. Če bo bend rekel, mi to opremo ne moramo dati ali pa jo bomo pospravili, ker jo rabimo naslednjo jutro nekje drugje, potem na nas, da mi potem za tisto, ko oni grejo, poskrbimo, da je pač žur nemoteno poteka, ne. Da se pravi, tu je res malo več organizacijskega, manevrskega prostora pa dogovarjanja, ampak se da vse rešiti, no. Ne, se tukaj spet isto, ključno je vse komunikacija, ne. Zdaj pa tako, jaz vem, da ta oprema ni poceni, a ne. Se pravi, vi imate ne vem koliko zvočnikov, mikrofonov, kablov, tehnika in tako vse naprej. Zdaj pa tako, če bi, vi vemo tudi, da pari gosti pridejo na poroko, pa malo popijejo, pa pridejo s kozarcem do vaše opreme, pa se kaj polije, pa to, kako je zdaj to, kdo tukaj odgovarja, če se to zgodi, kako par zdaj to, oziroma, a se to že vse vnaprej zmej nateče, da česa takega pride, ali kdo to potem krije, oziroma kaj je tukaj, no, vemo pa vsi, da se to zna zgoditi, ne. Ja, mi imamo kar v pogodbi že napisan člen noter, da na dan poroke od pač te pa te ure naprej in do te pa te ure par odgovarja za tale poškodbe in od tega ne odstopamo. Če se kakšen par ne bi s tem strinjal, enostavno ne bi šli igrati poroke, riziko je enostavno prevelik. Velikrat pridejo ljudje na oder, jaz nimam nič proti temu, se prijazno pomenaš, rečeš ta prvič, sam plis ne s kozarcem, pa je vse v redu, sam kaj to ob 2 zjutraj, ne, je pa situacija malo drugačna in nekdo ne hote, kaj polije, škode so pa lahko, kdaj je samo kaj za posušiti, pa si on misli, pa kaj je to siten, ne, ja, moj čas gre, ne, ka bom mogel se s tem ukvarjati, da bom to popraviti mogel, ne, tako da enostavno naj par pač predvsem pol tudi koga ne povab na poroko, koga pa ne, zaradi takih stvari. Zdaj smo nekako zgubljali Leksija, je zlja, ki pritisnil.
Ali se ne strinja z nama? Leksi, pridi k nama. Ne, okej, čakaj. Živijo, zginil si. Ja, nekaj težave, nisem niti več Aljaža niti slišal, kaj je govoril, tako da, bom rekel, jaz svojih izkušenj, ki jih imam kar nekaj, lahko zanimam nič lesenega, da bi potrkal, sem res vedno skrbel, da se z opremo nikoli ni zgodilo nič. Bom rekel, sem tu včasih bolj zaščitniški do svoje opreme, kot do vsega, kaj tam je, ampak bom rekel, ljudi pač nekako vljudno prosimo, da ne odlagajo kozarcev na zvočnike. Bom rekel, dostkrat, ne vem, kak je to pri bendih, pri nas je ob neki uri potem ta brezžični mikrofon postane prava, bom rekel, to je najbolj iskan atrakcija, to je najbolj iskan predmet na poroki in bom rekel, jaz grem se zgodbo do ene okusne meje, ko vidim, da stvari grejo v eno smer, ki več pač ni primerna. Enostavno pač povem, da se pač te stvari ne dajo in je to to. Dolgo časa sploh nisem uporabljal brezžičnih mikrofonov, ravno zaradi tega, da sem se pač izognil temu prenašanju pa petju. Super je, se pravim, zdaj kdo je, če je pogum, da kdo zapoje karaoke, ni problema, ampak se mikrofon zlorablja za kar kakšne druge stvari, tako da ampak ga vseeno na poroki brezžični mikrofon je potreben, ker pač so govori, so nagovori in je pač se to potrebuje, ampak bom rekel, ker pazimo na svojo opremo, ker si konec koncev z njo služimo kruh in pač vse ljudje tudi potem razumejo, oziroma že v osnovi pogledam, da opremo postavim tako, da je čim manj na poto, kar pomeni, da je mogoče malo potegnjena bolj nazaj, so lokacije, kjer so že mogoče predvideni ti montažni odri, kjer smo mi tudi malo više, se pravim, čisto odvisno od lokacije. Res, se pa, bom rekel, kar bojimo za to opremo, ker potem to, ko ljudje pridejo v eno fazo, kjer več ni zadržkov, potem kako uro mogoče gledaš samo, da ne bo kdo kaj uničil, pa polil, ampak dobro. Kaj pa, če imamo kakšno željo, da bomo splezali na zvočnik, pa gor plesali? Ni tega. Ne, zdaj v bistvu največja atrakcija, jaz mislim, da se vsi strinjamo, so zmerno. Mislim, da so plesišča dovolj velika na teh lokacijah. Bobni so, sam da gre bend na pauzo, to je k magnet, vsak bi neki, veš, tako malo bi udaril, zato kaj je ful zabaven, ko si kuj sliš, pa tako, ne, in pol vsak reče, sej jaz tudi sem včasih špilal, pa znam, pa tako naprej. Ne, zato je tako, pač ljudje smo takrat, so res veseli in tako naprej in seveda jih zamikajo tudi kakšne take stvari. Sam fajn je pa, da to vse vnaprej je dogovorjeno s parom, kaj se lahko, kaj se ne sme. To pa tudi samo zaradi tega, ker če boste vi kaj rekli, da bo par vedel, da zakaj ste vi to rekli. Če pa vi tega ne sestanku noto nič povedali, pa če te polno v dan poroke, se lahko maknete, ker tle pa ne smete biti, že tle pa lahko kakšen, kako se temu reče, konflikt pride za brez veze, samo zaradi tega, ker ni bilo komunikacije. Se pravi, oprema je sveta, zapamete si. Se pravi, brezžičen mikrofon se lahko dobi zagovore, pa če tako je zapela, ampak oprema je pa sveta, ker sem že slišala, da so prišle pač do glasbenih želja, da je prišlo in je prišla s kozarcem in se je kozarc polil po tisti mešalni deski, ne. Tako da je treba res paziti, kako pa kaj se pristopa do opreme, do DJ-ja, do benda. Če bi se pa karkoli zgodilo, se pravi, to je potem, kakor si rekel, Aljaž, na strani para pač pokriva stroške. Ali se potem, se najbrž ni še nikoli prišlo, ampak tako. Ni še nikoli prišlo, jaz mislim, da je najbolj smiselno, da par z nami podpiše pogodbo, pa bo ta polne, da že od tega svojega prijatelja, povabljenca, bo ta lažji izterjala odškodnino, kakor mi, ker ga sploh ne poznamo doskrat, ali pa še uide domov, prej pa se vsi delajo. Enostavno sem slišal toliko zgodb od drugih kolegov muskontarjev, da se je pač zamerkati, ne, za take stvari. Zdaj pa tako, mi vemo, se pravi, zdaj tlele pred sabo imam DJ-ja in skupino, glasbeno skupino. Jaz vedno rečem glasbeno skupino, vem, da je glasbeni band, pa ne vem kaj, tako da če ni, jaz sem vedno
glasbena skupina pa DJ. Vem, da so karkoli, ampak zame je vedno glasbena skupina. Se opravičujem, če narobe izražam, tako da glasbena skupina in DJ ni band, pa ne vem, kva še vse, ampak skupina, ker vse več. Zdaj pa zadeva taka, ok, vas pari, jaz vem, ker dobim tudi jaz to željo, slišati bi vas radi. Ali je možno, se pravi, da par pride poslušati vas in Aleksi tebe nekakšno poroko, pa da se usede za šank pa posluša? Ali kako imate vi, če je res ekstra želja, da par sliši vas v živo, oziroma ne, da so sami posnetki na spletu? Aljaž? Ja, mi vsakmu ponudimo, da pride na vajo, če želi, v Kranj. Mi prilagodimo tudi s terminom. Če imamo kakšen javen špil, slučajno ga povabimo tja, vendar poudarimo, da na njegovi poroki ne bo isto, ker je le poroka malo drugačen koncept, ne. Drugač pa večinoma se pol na podlagi teh posnetkov, no, kot sem rekel, kar odločijo. Zdaj, da bi jih na druge poroke vabili, se meni ne zdi spoštljivo do para. Že mi, ko smo enkrat en promo video snemali, sem najprej par vprašal, a vama je kul, da pride to, pa sta bila itak vesela, sta rekla, super, bo še zastonj dobila video od poroke, ne. Vse se da zmeniti, lahko kakšen par bi rekel, ja, ni panike, ne, ampak meni je kdaj že tako, zdaj, da bi res neki drugi ljudje hodili na poroko, tako sam nas poslušati, je mogoče res malo prevelik poseg v ta poseben dan tega para, ne. Od dogajanja, ne? Ja. Leksi? Jaz sem pa tako rekel, v bistvu vsaka poroka je ena zaključena celota, kjer je, ko smo že govorili, skupek nekih povzetek nekih želja, para, gostov in dejansko, bom rekel, ne da se, ene poroke se ne da prenesti na drugo, kar pomeni, vsak ima neko eno svojo specifično željo, specifiko, ki jo želi in pari večkrat rečejo, ja, pa radi videe, pa v bistvu jaz sam po sebi ne rad snemam karkoli na porokah, ne rad karkoli objavljam, bom rekel, za mene je poroka ena intimna zadeva ljudi, ki so tam. Če se zmontira kak super video, ki ga mi dobimo, ki ga lahko podelimo, ok. Ne znam si predstavljati, kaj bi pari dobili iz tistega, da nekoga gledajo, kak ljudje 2 minuti plešejo. Bom rekel, jaz osebno imam najboljše izkušnje take, da pa tudi največkrat nas ljudje bukirajo iz predhodnih porok, kar pomeni, da so bili gostje in krat oni vejo, kaj dobijo. Tisti, ki pač moče nas ne poznajo, se pač skozi, bom rekel, če meni nekdo zaupa njegov najlepši dan v življenju, potem se tudi maksimalno potrudim, da bo to res izpeljano. Se pa ne da nekih, da bi tebe prišel nekdo poslušati na eno poroko, ne moreš ti se to v bistvu prilagoditi to, kaj bi on želel, če že imaš tam ene druge ljudi, ki so najeli tebe z eno drugo željo ali pa z drugim okusom glasbe, ki jo želijo. Tako da, se pravim, tu so, bom rekel, delamo na zaupanju oboje stranskem, nekaj mi, nekaj oni. Z temi videi pa ljudje snemajo promocijske videe, pa bom rekel, delajo neke fiktivne poroke, da lahko pokažejo svojo opremo, pa bom rekel, mene to ne prepriča, no. Pa tudi sami mi prepričamo ljudi teže, če tebe pride nekdo nekam poslušati, ali pa ne vem, nas DJ tudi videvajo v različnih klubih, lokalih, tam je spet ena druga zgodba. Ne vem, jaz delam v enem lokalu, kjer je poudarek čisto na elektronski glasbi, ki nima veze z tem, kaj mi delamo na porokah ali pa na privatnih zabavah. In pol, če bi nekdo prišel to tebe tja poslušati, pa bi videl, da to ni glasba, ki jo vrtimo, mi moče kje druge, ne. Zato se bom rekel, se mi pač tu ljudem kar prilagodimo, poslušamo predvsem želje, ki jih imajo, pa se potem naredi žur tako treba, no. Zdaj, ali z bendom, ali smo sami, to več na koncu pol, bom rekel, ni pomembno, dan steče, tak ali tak. Ja, saj sam tako je. Mi smo vsi navajeni poslušati glasbo, pa videti. Zdaj teh videov pa filmov na spletu toliko, da se zgubiš praktično, ne. In pač pari pol tudi kar pričakujejo, da bo tudi DJ to imel, recimo, ker bend posname svoj komad, se ga točno sliši in tako, ali pa vzame 2 pesmice v živo zapoje in točno veš kako, ne. Tam pa oni, ok, bi imeli, ne vem, salsa, jaz sem rada salso, se pravi salsa večer, se pravi, potem pa želijo nekako od DJ-ja, da imaš. Se pravi, tega ni mogoče bolj dobiti, da bi rekel. Ja, se da to pripraviti, ampak bom rekel, za mene to se potem delajo res čist
PR posnetki, ker prvo kot prvo, da si bom jaz na poroko, ki je, kot sem že omenil, intimna zadeva, pripeljal snemalno ekipo, kjer bo posnela, kaj mi počnemo, pa bomo potem to objavljali. Meni se pač to ne zdi pristno, pa niti pošteno do para. Mi pokoristimo material, ki ga dobimo od snemalcev ali pa od parov. Tam se da potem tudi, bom rekel, neki povzetek dneva videti, kako stvari tečejo. Največkrat pa delamo vse za sebe, vem, na ustni reklami, pa tisto, kaj tebe ljudje vidijo, slišijo, ne rabi biti za to poroka, lahko to je kakšen korporativni dogodek, karkoli, no, pač, bom rekel, imamo iz tega najboljše izkušnje, pač, sam se bi tudi teže odločil, če bi meni nekdo poslal 3 promocijske videe, ker pač se vidi, kako ljudje plešejo, s tem težko oceniš, kak je kdo dober, ne. Bom rekel, vsaj mi DJ imamo, bom rekel, tudi rešuje samo izkušnje. Repertoar glasbe, tako glasbeniki ga imajo, ampak izbor je tisti, ki šteje, kar pomeni isto je pri bendu, pač on ima tudi en nabor glasbe, ki jo igra, ampak bom rekel, prilagaja vrstni red ali pa zaporedja nekih komadov, tako isto mi, ne. Ko smo že prejšnji teden govorili, tebi je ena super oddelana poroka prejšnjega vikenda, ne more uspeti na isti način v ta vikend z čisto drugimi ljudmi, ne. In zato se tudi včasih ljudje hočejo imeti od nas playliste, pa ne vem kaj, jaz lahko dam playliste zadnjih 100 porok, pa si ne bom imel s tem kaj početi, no, pač vsaka zadeva je za sebe, vsak komad, ki je izbran v tistem trenutku, ker pač si ti dobil ali pa si začutil, da bi neka zgodba tam pasala, ne. Čeprav nekdo gleda po playlistah, pa vidi en komad čist izven konteksta. Če ti nisi bil tam, pa tega doživel, ne veš, zakaj je to bilo to, ne. Zato se pravim, tukaj je bolj tisto pogovor, želje, res se te lahko tudi pride ljudje poslušati kamorkoli, ampak tisti dan je njun in takrat se ti njim pa njihovim gostom posvetiš, ne pa dan poprej ali pa vikend poprej nekomu drugemu. Tako da tukaj se že potem za pari nekako uskladimo. Bom rekel pa tudi oni nam v veliki meri, saj po mojem bendom isto, zaupajo, da vejo, kaj počnemo. Bom rekel, jaz vseeno v teh letih nisem imel nekih slabih izkušenj. So mogoče da kakšni stresni trenutki, ko se moraš pač sam potem malo dvakrat globoko vdihniti pa razmisliti, kako izpeljati stvari, ampak v bistvu to je, bom rekel, meni čar tega, no. To je čar poročnega dela, ni popravnega izpita in to imam jaz vedno v glavi, delamo za ljudi, ki so tam, in pač zabava mora uspeti, no. Ne, se to je tako, kot si rekel, zdaj delamo za ljudi, ne, se tako, kot jaz pravim, jaz obožujem svoj poklic in jaz si drugega poklica ne bi znala predstavljati, ampak ne zaradi jaz nimam rada poklica, tako kot vidva najbrž poklic glasbenika, ne zaradi glasbenika, ampak zaradi ljudi, ne, in zaradi čustev, ki pridejo, in zaradi veselja, ki ga na koncu poročnega dneva, ja, koliko je bila pa to fajn poroka, ja, Petra, ful hvala, in ko ti pride nevesta reči, ful dobro si vrtel, ful dobro ste igrali, je to tisti naš, kako bi rekla, navdušujoč in to nas žene naprej, ne kot poklic, recimo poklic tako, a ne v narekovajih, ampak ljudi nas ženejo naprej in te naše zadovoljne stranke in te nas bodo tudi naprej priporočale, tako da to je res eden izmed, v Sloveniji po mojem še eden izmed glavnih teh, zakaj dobimo posel oziroma zakaj smo najeti še naprej, je teh ustnih priporočil in tako naprej. A se strinjata? Ja, definitivno tako. Zdaj pa jaz tako naprej. Prej smo že velikokrat, ali jaz si omenil pogodbo. Zdaj tako, a se z glasbeniki podpiše pogodba, pa kaj točno je ta, kaj tukaj, kaj par sploh zve, kaj je v pogodbi sami? Pogodba se podpiše z glasbeniki, ponavadi eden od celega benda podpiše, ne, v imenu vseh. Noter je v bistvu napisan, se pravi, za katero poroko gre, na kateri dan, na kateri lokaciji, od katere ure do katere ure se bo igral, koliko se bo igral, a je civilni obred vključen noter, ali ne vem, še dodatna pevka zraven všteta, potem koliko je benda, kaj še kaj tazga, potni stroški, ali so pokriti, ali niso pokriti, prenočišče, penali o odstopu od pogodbe, se pravi, in te na strani naročnika, kot tudi mi, pač, če odstopimo, ne, da se vsi fair počutimo. Se pravi, pristojnost sodišča za morebitno.
Se pravi, je vaša pogodba sestavljena, da se zavarujete vi in kot par, ni samo enosmerno, da se samo zavarujete vi, a ne? Se pravi, imate in par lahko odstopi in vi lahko odstopite. Kaj se pa zgodi, če, Aleksija, skozi zgubljamo, upam, da bomo dobro povezali. Če slučajno, a imate tudi to, če slučajno, zdaj, ko je bila ta višja sila, oziroma če kdo bi zbolel, vi to najdete zamenjavo, a to vi kako? Ja. Mi v bistvu sodelujemo s substituti, ki zamenjajo določenega člana v bendu. Se je to že večkrat zgodilo zaradi kakšnih drugih obveznosti, ampak je bila storitev tako izvedena kvalitetno. In tudi v pogodbi imamo napisan, da o morebitni zamenjavi koga izmed članov obvestimo par in se mora pač par s tem tudi strinjati, tako da je res vse fair, da niso kakšni, dobesedno nategi za hrbtom. Ja. Aleksija, pri DJ-jih se tudi podpiše pogodba. Ja, mi imamo tudi pogodbo. Bom rekel, moče ne tako obsežno kot bendi. Pri nas je bolj tisto, bom rekel, pari nas najemajo tudi za leto ali pa še več naprej. In enostavno ti njim s tem, bom rekel, dokumentom daš eno garancijo, da se boš res tisti dan na tisti lokaciji prikazal. Bom rekel, včasih je tako, da ko se rezervira datum v kasnejše obdobje, ti se za parom tudi po par mesecev ne slišiš, ne? In potem pari tebe pokličajo, kaj še velja, pač ja, velja, logično, se ti pač vsak teden ne boš paro javilo, da še je datum fiksen, ne? Bom rekel, to je bolj dokument z mojega vidika gledano, je bolj za sigurnost parov. Bom rekel, jaz sem še vedno človek, kjer je meni stisk roke največ, pač več kot vsak podpisan dokument in tisti dogovor, kjer se pač za pari dogovorimo. Do zdaj nisem imel nekih slabih izkušenj. Tudi, naprimer, kaj se mojih menjav tiče, je zadnje vedno nek backup, če se bi v primeru tudi z mano kaj zgodilo. Bom rekel, leto zdaj sploh v tem času opažam, da smo mi zdaj tisti, ko pare gnjavimo, ne vem, potrjene poroke, podpisane pogodbe, mi zdaj kličemo okoli, kaj zdaj bo, ne bo. Rekel, včasih, mi smo tisti, ki res parom pomagamo, pa tudi njih mogoče pričakujemo. Tako letošnjo leto, ki je res za en čist kaos, da so oni toliko fair, pa ne vem, pokličajo, pa moče, če zdaj vejo, da kljub temu, da imamo neke podpisane pogodbe, jaz tu nimam dobenih, noter, ne vem, nekih stroškov, odpovedi, bla, 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 bodi toliko fair, pa reči, ne vem, midva smo si premislila, ne boma imela zabave, ne boma delala, ker so za vsemi temi datumi so še pač ljudje, ki bi mogoče radi tebe imeli, pa te pač nimajo, ne. In če tebi to nekdo en teden pred tem odpove, ti lahko potem tudi najboljšemu prijatelju ne moreš delati več poroke, zaradi tega, ker on ne bo čakal do zadnjega tedna, da bo si pač rezerviral nekoga, ne. Zato pač jaz vedno naprošam pare, koliko smo mi pošteni, pa se za neke stvari zavzamemo, da ne bojo tudi oni v nekem trenutku, kjer je res neka ekstremna situacija, ne, oni tudi rečejo, glej, ali pa smo si premislili, včasih dobimo informacije, da so si enostavno pari premislili, ne dajo tehnega razloga. Rekel, se na sezono zgodi, da enostavno rečejo, ti napišejo, včasih kar ni klica, ampak je to kar sporočilo, čuj, smo si premislili, ali pa ne vem, bodi pošten, pa reči, zakaj ne. Tudi mi, bom rekel, v sezoni je tak, se ne vem, kak je pri vas, pri bendu, jaz bom rekel, tisti termini, ki so top termini, jaz jih ne hranim za nikogar. Tisti, ko prvi pride. Imaš potem, bom rekel, ko ljudem praktično teče voda v grlo, so pripravljeni plačati dvojne zneske, pa še več, da bi se tisti dan ti prikazal, ampak enostavno z mojega vidika, jaz, ko sem nekomu dal roko, da sem tisti dan tam, dejansko več ni odstopanja. Jaz sem tisti datum rezerviral za ta par in včasih se dogaja to, da potem DJ jim pošilja nekoga drugega, oni grejo na drugo lokacijo, jaz tega pač v mojem vidiku ne počnem, ker to ni pošteno. Človek najame tebe kot osebo, ne kot DJ-ja. Je že včasih tudi... Sorry. Ja, je že tak v bistvu včasih riziko, da se kdaj kakšne stvari zamaknejo, karkoli, in da bi se še na tak način igral, se to zelo hitro razve, no, tako da tukaj manevrskega prostora za neko igranje z pari, pa manevriranje, pa iskanje sebi najboljše ponudbe za tisto soboto je
so tek na kratke proge. No. Ne, sej, tako kot si ti zdaj to razlagal in to temo načel, to se ne dogaja samo pri glasbenikih, a ne? Ampak se dogaja tudi na drugem področju. Zdaj ne bom, da sem do čustvena govorenja, ne? Zadeva je taka, da če jaz oziroma par podpiše pogodbo, se pravi Boštjan s tabo kot DJ Lexi in Aljaž s tabo kot Pop Deluxe, pričakujem, da bosta vidva tam. Okej, ne bom, če pride do kakršnekoli take višje sile, kot je trenutno, ali pa da kakšne smrti, ali pa to je čisto človeško, vse razumemo. Ne pa, da potem jaz slišim, ne, joj, je bila tam ful ena huda poroka, pa je šel vrat, ja, meni je prej hudo izbolel. Ne. Potem ne pričakujte več kličev z moje strani, pač pri paru je temu tako, da on vas sigurno ne bo več klical, ampak bo vendar pa res slabo reklamo, ker vem, da se to dogaja. In tudi po teh forumih, mislim, so to še vedno skupine, no, na Facebook skupinah, se take zadeve zelo hitro preberajo, pa vidimo na unih straneh, ne, tudi, kar se pa zdaj dogaja in mene tudi srce boli, je pa to, ko dobivam na teh skupinah pač, se so to skupine poroka, da vem, kaj ste na Facebooku, ko začnejo neveste jamrati, joj, pa sem imela glasbenika, pa mi noče zdaj prestaviti kljub temu, da je korona, ker pač je ne vem kaj, sem imela DJ-ja, pa mi noče prestaviti. In potem se že ta glas, jaz točno zdaj imam v glavi, kateri bendi so to, kateri DJ-ji so to, da delajo, ne bom rekla težavo, ampak da jaz temu rečem, da trenutno niso malo razumejoči. Jaz razumem in mojo situacijo, in od para, in od vas, kot ponudnika, tudi sama sem ponudnika, ne. In pač v višji sili je pa treba mogoče malo drugače gledati, sploh pa zdaj, ki je bila korona, kakšna je pa vajen, zdaj tukaj, kaj sta vidva, če sta imela poroko, pa je par prestavil, oziroma ali je odpovedal, kaj se je dogajalo zdaj na tem področju, ker eni pari še vedno so tlele čisto izgubljeni, ne vejo, kakšne so pravice in ne vejo, kaj sploh narediti. Ja, jaz v bistvu sem kar vsem parom, ki so me klicali, predlagal, da zaradi mene, če en dan prej skenslamo, če je to zaradi tega, ker ne sme biti poroke, ne, zaradi trenutnih razmer, da bomo pač odpovedali, ni nobenih penalov, Ara se vrne ali pa najdemo drug datum, kar je itak optimalno. In je to. Za eno junijsko poroko smo se še za rezervni termin septembra dogovorili. Vse se da zmeniti, samo moraš biti razumevajoč in tudi pari morajo pa vedeti to, da če pa mene en drug vmes pokliče, ne, pa reče, jaz se bom pa poročil, ne vem, 3. oktobra, jaz pa ta termin šparam za rezervo za en termin, ne, je pa to pa tudi velik riziko za izpad dohodka mena, ne, in mora to par razumeti, da ja, bomo najdeli skupen nov termin, sam ne moreš mi pa reči, ne vem, špari mi pač 2 termina, ne. Pač na un dan, ko bomo videli, da ne gre, da se ne bo dal poroke izpeljati, na un dan se mora, pač tudi par se lahko že prej odloči, pa reče mi, da bi pa prestavila, pa se najde nek datum, ne. Ampak tako, kot si ti prej rekla, vse je stvar komunikacije. Ne, ker zdaj, nekje je totalna zmešnjava, Leksi, kako je pri tebi zdaj? Ja, vse isto, se pravim, zdaj, ko so se pač ti ukrepi malo spustili, se mi zdi, kot da je se skupaj malo zaživelo, bom rekel mesec, pa mesec v pol nazaj sem imel občutek, da ne bomo delali nič. Doben, v bistvu, jaz sem vse moje pare, s njim, bom rekel, en pozdravni mail poslal, malo spodbude, malo tudi poslal kakšen nasvet, če kdo kajkoli rabi. So se pač tako zelo zanimivo so se odzvali, eni hitreje. Bom rekel tudi za tisti, ki predstavljajo v drugo leto z ljudmi, ki smo imeli letos dogovorjeno, bom rekel, imajo za drugo leto pri meni prednost, kar pomeni, jaz sem imel z njim dogovorjeno čisto vse, zdaj predstavljamo samo datum. Tako da, v bistvu tu, bom rekel, pri meni malo lažje, ker sem sam, pa ekipa zadaj, se lažje prilagodimo, zdaj tudi iz smo kakšne poroke predstavili, ne vem, v kasnejši datum, mogoče v petek, pa ni problema, tudi čez teden. Se pravim, tako si Aljaž sam rekel, tu je stvar komunikacije, ki mora biti pa pristna z obeh strani. Se hranimo neke termine mogoče za prihodnost, te mogoče kontaktirati do drug za ta datum. Potem super je že, približno zdaj že malo vemo, kako se bo sezona odvijala in nekdo, ki ima zdaj v 7. mesecu poroko, ve, da bo jo lahko izpeljal, ne rabi potem hrani termina še v oktobru. To je bilo pač bolj aktualno še 2-3 tedne nazaj, ko res nismo vedeli, kaj bo, pa kaj ne bo, pa koliko ljudi bo lahko. Jaz si pač želim letos, da ne glede na kakšen čas je, da se pač ljudje, ki se bo prikazali na teh porokah, da uživajo maksimalno, ker
bom rekel, to je moče zdaj, predno se bo sezona res potem spet odprla. In moče to je ena stvar, ki je moče res mene malo strah, da bo ljudje prišli tam na poroko zaradi neke obveznosti, ne pa zaradi, da bo prišli žurati ali pa se imeti fajn, no, ker vsak tak dodaten faktor na poročen dan vse kar pozna na energiji, ne, in s tuj parom rečem, dajte svoje goste malo zmotivirati, super se bomo imeli. In je to, no. Se mi zdi, da bo letos kar tak posebna sezona, moče polna emocij, takih in drugačnih. Jaz se veselim, čeprav iskreno nimam neke predstave, kako bo sploh potekalo, no. Res me zdaj 6. imam prvo, prav še komaj čakam, kako bo potekalo. Ja, res, mislim, vseeno zdaj 3 mesece se ni delalo, vse z mojega vidika skoraj nič, no, vse to ne pozabiš, ampak vseeno tista rutina te žene naprej, no. Se bo treba vseeno malo bolj pripraviti. Ne, se strinjam popolnoma, ne, tako da pač pri meni, jaz sem vam zdajle v soboto in so tudi sicer nas bo zelo malo, sam 10, ampak je pa nekako uvod v sezono. Vi morate vedeti, da zdaj tudi pari, zdaj tako ne, kaj vse je dovoljeno, pa kaj ni dovoljeno, pa ti maske gor pa dol, a ne. Mi načeloma, če gledamo v vseh teh javnih prostorih, se pravi, to so upravne enote, vseh teh zadevah, tudi lokacije, preverite, a ste na javni lokaciji ali niste na javni, zdaj še to je treba preveriti, ker če ste na javni lokaciji, se pravi, maska, rokice in vse ostala pravila. Tako da zdaj tudi pari strmijo, da bojo vsi obredi vzunaj, a ne. Se pravi, mi noter imamo lahko veliko teh opreme, ki jo že sami prinesejo, zdaj pa kako je to, a vas pari tudi najamejo za obred, kadaj smo zelo govorili na zabavo, a ne. Zdaj pa kako je se pravi, a lahko Aljaž tudi obred speljate, a v isti zasedbi okrnjeni, Dixi, sem prebrala, da Leksi tebi najbrž je lažje, ker sem lažje pod narekovajem, ker imaš opremo, pa zvočnike in ni toliko tega prenašanja gor in doli, kot če bi cel bend prenašal iz obreda do zabave. A boš Leksi ti pravi? Ja, se pravim, že zdaj, ko v bistvu še ni bilo teh omejitev oziroma prejšnje sezone, bom rekel, moj najljubši pristop dela je, da prvi pridem, pa zadnji grem, kar pomeni, ne vem, da jim pomagamo izpeljati obred, se tam preselimo, se selimo potem moče na drugo lokacijo. Prvo mi je šlo to kar na živce, ampak sem se zdaj kar navadil. Tudi če sodelujemo z bendi, se tudi bendi znajdejo, naredijo in pri obredu moče kako akustiko, ki je res super, pa potem v teh poročnih dvoranah postavijo tudi za njihovo zvočenje. Včasih, na primer, me ljudje najamejo, da delam samo do večerje, kar pomeni, potem pride bend, pa sem tam 3 ure. V bistvu, tako smo rekli, to je vse stvar dogovora, kaj kdo želi. Sami obredi, doskrat ljudem tudi sploh svetujemo, kako glasbo rabijo, koliko tega rabijo. To je, bom rekel, v tisti 15 minut je zelo emocionalnih in je potem tudi treba to z glasbo podpreti, da izberejo pari tiste komade, ki so njim všeč. Bom rekel, jaz sem že delal prihod, ne veste, na Metaliko, karkoli, pa če jaz vedno pravim, tu so komadi ali pa pesmi, ki so res za vaju in jih pa potem sama pametno izberite, ne glede za kaj bo kdo rekel, ne. Doskrat se pravim tudi, če sem, bom rekel, da tudi doskrat, če sem kot DJ z večernem delu sam, včasih pari potem kot pokličejo koga za akustiko ali pa, to se potem tudi z temi drugimi ponudniki dogovorimo, kaj kdo rabi, da, na primer, če imam že tam svojo opremo postavljeno, da se potem kar priključijo na njo, da še ne oni postavljajo nekaj dodatnega zvočenja tam. Se pravim, to je vedno, od parov potem vedno zahtevamo, pa si želimo, da nam dajo vse informacije, kdo je tam, kaj kdo dela, da se potem sami mi med sabo povežemo. Pa si potem se pokličemo, pa rečemo, ti imaš to, jaz imam to in se pol tega držimo, ne. Ok. Aljaž? Ja, mi obrede, okolikor so na isti lokaciji, kakor slavje, jih imamo vključene tudi v našo ceno in je to zgleda tako, da en zvočnik prestavimo do tam, kjer je obred in potem je to neka akustika, ali zdaj to klavir pa vokal, ali akustična kitara pa vokal, nekaj tacga, ne.
Vkolikor so želje, da je pa bi tudi na obredu igral na eni čist drugi lokaciji, potem je ta stvar drugačna, gremo vsi 4 tja in najamemo še pač nekega tehnika, da z nami še ta ozvočenje tam postavi in to zrihta, ker drugače je to polet pa fejst vroče, pa to prenašaš gor pa dol celo opremo, ne? Potem prije že malo neurejen zvečer na slavje. Moš še enkrat potuš v bistvu. Tako da ja, v bistvu vse stvari se da speljati, ne? Jaz vsem parom povem, da ni nemogočih stvari, je pa vse to povezano z organizacijo. Če imaš dobrega organizatorja, je to še lažji, in pa z financami. Tako da, kakor se pripravljeni to iti, potem glede na to se dajo pol stvari vse porihtati. Zdaj tako, da nojo pari pomislili, ampak zakaj skozi poudarjamo komunikacijo pa finance, pač tukaj je, to je res zelo pomembno, da na koncu to poudarjamo zaradi tega, da vi res vprašate, ne? Ali je to dodatno, ali je to že v ceni. Samo to, da ni na koncu, vi želite ful stvari, na koncu pa nič ne vprašate prej o ceni in nič, na koncu po poročnem dnevu je pa lahko znesek, ne vem, 2-krat višji, kot pa ste se vi pogovarjali. To samo zaradi tega res vam svetujemo, vprašajte se, vam neumno vprašanje, mogoče nam ni neumno vprašanje, nič vas ne bo nerodno, vprašajte tudi, ne vem, če imamo lahko roza oblekco, sicer bomo malo čudno pogledali, ampak bomo se roza napravili, če imamo, ne. To pa zaradi tega, ker da mi tudi vemo, kako pa kaj, pa da ni unih komplikacij pol na koncu, ker želimo, da je poročen dan vam ostane v lepem spominu, ne pa da se pol pregovarjamo, joj, za 200 evrov, ne vem, ali pa za 300, ker se prej nismo zmenili, ne. Zdaj pa tako, se pravi, o financah jaz tukaj ne bom nič spraševala, koliko zdaj vidva računata, ker je čisto vse odvisno, koliko je opreme, pa vse tako, ali par mora kaj plačati vnaprej, ali kako imate vi to potem ta plačevanje, ali na dan poroke, ali kako? Par ne bi plačal vnaprej neko aro, je stvar dogovora, pri nas je to ponavadi tretjina celotnega zneska in to je to, ostalo pa jaz najrajši vidim, če naslednji dan, no. Zaradi tega, da ljudje ne nosijo denarja sabo na poroko, pa da nima pol nekdo še te skrbi, ker ni prijetno z denarjem okoli hoditi, ne. Je pa pač tako, odvisno, no. Vse stvar dogovora. Boštjan? Jaz isto v bistvu, kaj se teh ar pa tega tiče, bom rekel, nisem do zdaj tega prakticiral. Mogoče bom v naslednji sezoni razmislil bolj zaradi resnosti teh rezervacij, ampak tudi kaj se samega plačevanja tiče, bom rekel, prvo je treba oddelati svoje delo, potem pa vse ostalo. To je za mene so potem sladke skrbi, jaz temu rečem, kdaj bomo kaj reševali, pa ne bomo. Moj prvi plan je, da se pač dan izpelje maksimalno dobro, vse ostalo pa potem naknadno se dogovorimo. Včasih kdo vpraša, če treba kaj vnaprej dati zaradi resnosti, da je res ta termin. Rekel pač, tako sem že omenil, pač v mojem primeru nisem pobiral nikoli ne are, ne nekega tega denarja, ker bom rekel, če se pač damo roko, je za mene to. Ampak vseeno, pač glede na to, kak je negotov čas, mogoče je smiselno kakšne stvari mogoče na tak način fiksirati. Bom razmislil za naslednjo sezono, letos, pravim, nisem tega prakticiral. Tudi noben ni vedel, da bodo te stvari tako potekale, ne. Pač tudi med kolegi slišim, kako je zdaj vračanje z temi arami, jaz pravim, pač, če se neka stvar ni dala izpeljati zaradi višje sile, to je pač stvar, ki jo moraš vrniti in je to. In mogoče zdaj res v tem trenutku nimam skrbi za tem. Da je treba imeti. Mislim, jaz sem tudi tip človeka, ki razumem marsikaj, tudi zdaj ta situacija, ki je tukaj, pač moramo, nažalost, ali karkoli se reče, pač prišla je in jo moramo razumeti. Nisem jo ne jaz naredila, ne par, pač vedno je treba komunikacija po skupne poti, ne pa da nekdo zdaj vztraja, ne dam, ker so poroke zdaj možne, ne. Tako da, ampak komunikacija res ključ, tako da če imate kakršnokoli vprašanje tudi na to temo, imam občutek, da tukaj je fajn, da se pol kar obrnete na kakšnega odvetnika, ker tukaj so zdaj čisto drugačni pogoji, kot pa so bili, ne vem, lansko leto, ali pa to čisto drugačen pogoj, če se vi premislite, ali pa ne vem, kakšne razloge bi lahko še bili.
ok, če se razideta, je spet en tak, ali pa če pač kjerkoli razlog tukaj je zdaj spet čist nekaj novega, ne, in tudi pravniki vam bojo znali točno dobro svetovati, če do česarkoli pride, jaz tle svetujem, da se kar na pravniško, se pravi, nekega pravnika obrnete, če pride do kakšne res hude komplikacije. Zdaj pa jaz mislim, da smo fanta, da smo veliko, že 45 minut dolje spet klevetamo, pač tukaj se vidi, da sta oba dva strastna tukaj v tem, kar počneta in rada tudi povesta in svetujeta in taki pogovori so pa vedno dolgi, ne. Tako da pa mislim, da smo tudi na veliko stvari že odgovorili, da imate videti občutek, da smo karkoli pozabili, ker če ne se bomo zdaj poslovili, dvakrat smo se že videli, če bi bilo karkoli vprašanje, jaz imam takole videe, pa lahko tukaj vmes še vprašajo, pa če se zgodi, vam lahko prepošljam vprašanje, tako da razen, če imate vidva zdaj še kaj takšnega, da smo res pozabili. Jaz mislim, da smo, bom rekel, tam v grobem obdelali vse, kar pomeni pač tiste osnove, da mogoče tudi pari, ki bo pač načrtovali poroke v prihodnje, da v teh stvarih, ko predno nas kontaktirajo, malo razmislijo, da si moče kako pol urce ali pa urco sestanka prihranimo. Tako si sama rekla, super je, čim več sprašujejo, takrat veš, da so o tej temi razmišljali. Ni butastih vprašanj, so samo vprašanja, na katere jim pač lahko damo neke konkretne odgovore. Jaz v mojem primeru imam rad res, da se do poročnega dneva uredi čisto vse, da je tisti dan potem res super. Zdaj, ko sodelujemo s tabo, naprimer, je tu en kup manj skrbi, ker pač nam ti en veliki del tega vzameš stran, smo dejansko tam res zaradi tega, kaj smo, ker bom rekel, v zadnjo sezono jaz moče gledam, da smo v prvem delu bolj kot organizator samega, bom rekel, dneva, potem animator, potem vse živo, ne. Pa da si se dogovoril z parom, karkoli potem potrebuje za tisti dan, ti je šlo res časi že ogromno energije, ne, ampak jaz vedno rečem, rajše porabim 80% energije za to, da bo potem iz tistih 20, ki na rekovajih ostane, da bo res super, ne. Sploh pa, bom rekel, kak je nas več akterjev v tej zgodbi, tudi super, da se potem mi med sabo potem dogovorimo, ne. Tukaj se ne pričakuje od para, da bo potem on tisti neki vezni člen med komunikacijo, naprimer med mano pa med bendom, to se potem tudi mi sami pokličemo, pa si zmenjamo informacije, pa se potem samo en zaključek njim poda, da smo se dogovorili o stvarih in je to to, no. Se ne pričakuje od parov, da bo potem oni še tu neke vrste posredni člen med mano, pa med bendom ali pa med tehniko, ki je tu zadaj. Dovolj je, da se pač pove, kaj oni pričakujejo, pa da se potem tudi mi med sabo dogovorimo, pa da se te stvari ne podvajajo, ne. Kot smo pa rekli, vsaka poroka je svoja celota, vsak dan je za sebe poseben, ali je to bend, ali je to DJ, ali sploh nič od tega, pari se sami odločijo, mi smo tukaj, da jim pomagamo in je to. Tako da, to je z moje strani, pač bi rekel, tak en povzetek, se pravi, informacije ogromno se je nabralo v teh letih kar nekaj stvari, ki jih pač rad podelim med ljudi. Tako ti sama veš, pač iz prakse vidiš marsikaj. In potem vsaka naslednja poroka lahko samo še boljša, ne. Tako da, je to. Aljaž? Ja, jaz bi se zahvalil za vabilo v ta pogovor in obema, da smo skupaj to speljali. Tako, kaj tudi Boštjan rekel, treba je parom, da oni sami malo razmislijo, kaj bi sploh radi. Več, ko imajo eksaktnih želja, lažje se pogovorimo in najdemo neko pač skupno pot. Upam, da se bo letos čim več porok izpeljali in da se mi najde nek dober kompromis za potem tiste, ki se ne bojo, da se bo naslednje leto in to je to, no. In jaz se že ful veselim 13. junija, prve poroke. To je tako, kot da bi se mi poročili, mi smo zdaj v aferiji, smo že rahlo živčni, ampak pozitivno živčni, zaradi tega, ker so se le začeli odvijati, tiskamo mi in radi delamo. Tako da, pari, hvala za poslušanje. Mi trije se trenutno od vas poslavljamo, ampak če imate kakršnokoli vprašanje in tukaj imate spletno stran tudi od obeh, se pravi od Lexija in od Pop Deluxe, tako da lahko tam njim pišete ali pa na Facebooku oziroma posod, mislim, da ste posod, jih najdete, pa lahko karkoli vprašate. Tako da uživajte, imejte se radi in se kje srečamo na kakšni poroki. Pa!
Adijo. Čau.